So I'm really very pleased to be here in Ljubljana for this visit because it is an important time for all of us. Najprej lep pozdrav vsem. Naj povem, da mi je veliko veselje, da sem lahko prišla v Ljubljano na ta obisk. Gre za zelo pomemben čas, ki je pomemben za vse nas. In sicer pomemben je tudi za gospodarstvo, gospodarstvo pa se tiče vseh nas. Tako potnikov, ki želimo čim večjo vrednost za naš denar, kot tudi za velika podjetja, ki morajo še bolj intenzivno spoštovati svoje obveznosti. No in ko govorimo o obveznostih, naj kar takoj preskočim na našo glavno temo, in sicer od predlani imamo vso evropsko zakonodajo, ki zadeva vse načine potovanja, kar pomeni, da imamo sedaj opravka z zelo ključnim trenutkom. All the European legislation in place on all the modes of transport and related to modes of transport, passenger rights. So it's crucial time for us now. Well, having all the strings in our hands. Glede na to, da imamo zdaj vse niti v svojih rokah, da imamo na voljo zakonodajo, da imamo na voljo tudi izvrševanje in tudi nevladne organizacije, ki so pripravljene, da se potrudijo in zagovarjajo pravice potrošnikov, se mi zdi, da je zelo pomembno, da komuniciramo in ugotovimo, kje smo v tem trenutku. Tako kot družba, kot tudi kako so zaščiteni interesi posameznih potnikov. In zato je seveda zelo pomembno ne samo, da imamo zakonodajo, ampak tudi, da se ta zakonodaja izvaja. Ta sestanek je naš prvi sestanek in nam je zelo pomemben za našo ekipo, da ugotovimo, ali tisti, ki so zadolženi za izvrševanje, dejansko izvršujejo zakonodajo in ali obstajajo kakšne težave pri uveljavljanju pravic potnikov. Naš naslednji sestanek bo z različnimi deležniki in zainteresiranimi skupinami in upamo, da se bodo tega sestanka udeležili tudi predstavniki nevladnih organizacij. NGOs, the consumer NGOs and passenger rights NGOs will come as well. It was quite clear from our morning session that when we have... Ko smo imeli sestanek, smo ugotovili, da ko imamo več izkušenj, tudi dobimo več povratnih informacij. In izkazalo se je, da je nacionalni izvršilni organ, ki je pristojen za uresničevanje pravic potnikov v zračnem prometu, zelo aktiven. Upamo, da bomo naslednjič, ko se bomo sestali tudi s pristojnim organom za pravice potnikov v železniškem prometu, lahko ugotovili isto. We are still not there. But of course, when we talk about real passenger rights, seveda, kar zadeva pravice potnikov v železniškem prometu, še nismo prišli tako daleč. Zakonodaja je še relativno nova, sprejeta je bila leta 2009, tako da se v bistvu šele začenja izvajati. Sicer pa je za Slovenijo zelo pomembno, da spozna, kako dobičkonosno je, če se uveljavljajo take politike. Slovenija je ne samo turistična destinacija, pač pa je tudi v zelo edinstvenem položaju, da lahko združi vse oblike transporta oziroma vse oblike potovanja. In sicer Slovenija ima svoj letalski promet, prav tako se nahaja na zelo pomembni lokaciji in ima močne povezave po železnici z drugimi sosednjimi državami, ima tudi pomorski transport, prav tako pa tudi avtobusne prevoze. Tako da ima Slovenija na tem področju vse. Kako torej spodbuditi potnike, da bodo izbrali Slovenijo, da se bodo odločali za pot v Slovenijo? Mislim, da je glavna beseda tu zaupanje, in sicer zaupanje v ponudnike, zaupanje v operaterje, tako da bodo potniki lahko vedeli, da če za nekaj plačajo, potem za to tudi dobijo ustrezno storitev oziroma so ustrezno zaščiteni. In če gre karkoli narobe, potem bodo potniki točno lahko vedeli, kdo je tisti, ki bo v takem primeru zanje poskrbel. I tell you what I could say as a praise for the efforts on the side of Slovenia. Well, you establish already kind of Naj še pohvalim Slovenijo. In sicer Slovenija je že na nek način ustvarila jedro, ki omogoča tako imenovano pametno mobilnost. Namreč v Evropi si želimo, da bi na vseh področjih imeli pametne politike. To velja tudi za gospodarstvo. In Slovenija je tako jedro že ustvarila, kar pomeni, da bi iz tega jedra potem lahko bili povezani z vsemi načini transporta, se pravi od vrat pa do avtobusa oziroma do končne destinacije.
In to naj bi veljalo za avtobus, železnico, ladje in letala. Vse naj bi se lahko naredilo preko interneta, z eno samo vozovnico in tudi z jasno razvidno ceno. Vendar pa je to zaenkrat še prihodnost in upam, da ko se bomo naslednjič sestali, bomo že lahko poročali o tem, ali so te politike obrodile kakšne sadove. Ob tem pa upam, da bodo v Sloveniji pristojni organi tudi dovolj hitri pri uveljavljanju teh sprememb. Seveda vaša naloga kot novinarjev pa je ta, da zelo pozorno spremljate, kaj počnejo nacionalni izvršilni organi oziroma ali zagotavljajo družbi tisto, kar je njihova naloga. In še druga stvar, ki bi jo rada pohvalila, pa je ta, da Slovenija ni zaprosila za nobeno izjemo na področju pravic potnikov v železniškem prometu. Osebno menim, da je to prava poteza in bi zato tudi rada pohvalila Slovenijo. Mislim, da se je odločila pravilno. So I think it's a right move, and I'd like also to say good words about the policy of your country in this respect. What do we expect more? Well, first of all, I think that the percentage of complaints is low. Well, it might be because everything is ideal, but it might be not as well. We will check and double check with the NGOs, consumer rights NGOs. Kaj več še lahko pričakujemo? Predvsem ugotavljamo, da je število pritožb nizko. To lahko pomeni, da je vse idealno, lahko pa tudi ne. Zato bomo zelo pozorno preverjali skupaj z nevladnimi organizacijami, ki ščitijo pravice potrošnikov, kakšna je dejanska zgodba oziroma kakšno je dejansko stanje v Sloveniji. Mi sicer organiziramo naše informacijske kampanje v Sloveniji, vendar pa menimo, da je zelo pomembno, da tudi Slovenija sama organizira informacijske kampanje za svoje državljane. Namreč, če pridobimo več povratnih informacij, menimo, da se s tem lahko bistveno izboljša tudi panoga sama oziroma storitve, ki jih ponujamo potrošnikom. V tem trenutku tudi želimo oziroma proučujemo možnosti, da bi izboljšali direktivo, ki se nanaša na pravice potnikov v letalskem prometu, in tu si želimo, da bi slovenski organi bili bolj dejavni in da bi se tudi bolj udeleževali sestankov, ki potekajo na ravni Evropske unije v zvezi z izvajanjem zakonodaje na tem področju, in tam se tudi izmenjujejo dobre prakse med različnimi državami. Druga stvar, ki bi jo pa poudarila, je, da je potreben razmislek o tem, ali imajo potniki z zmanjšano mobilnostjo dovolj možnosti oziroma ali dobijo vso pozornost, ki si jo zaslužijo. Tudi tu menimo, da potrebujemo več povratnih informacij o tem, kako se zakonodaja izvaja. In tu bi ponovno Slovenija morala biti bolj dejavna in zagotavljati te informacije. Kajti, če imamo zakonodajo, je to v redu, vendar pa potrebujemo za izboljšave tudi povratne informacije. This legislation is implemented in the country is also very important for us. I'd like to stress that Slovenia should be more active on the side of providing information, because legislation, the European legislation, is based exactly on such kind of a feedback, and the Slovenian voice must be heard.